O pridite stvari, kaj glejte se godi, edini Božji sin, strašno za nas trpi. Nocoj vas povabim, da prisluhnemo in premišljujemo ob križevem potu, ki nosi naslov Križev pot vernega, nevernega mladostnika in je delo salezijanca Gašperja Utrina. Sploh ne vem točno, kako naj te imenujem. Nekateri ti pravijo Jezus, Bog, vsemogočni, eden, edini, sin, človek, odrešenik, kralj, pastir ali križen. Veliko sem slišal o tebi pri verouku, malo manj pa od svojih staršev. Sprašujem se in sprašujem tebe, kdo v resnici si ti in kaj sploh je resnica? Toliko vprašanj imam o tebi in tako malo odgovorov. Kje naj sploh iščem odgovore na vsa svoja najgloblja vprašanja? Pravijo, da je v križu moč najti odgovore, ki jih iščem. Zato pojdem tudi sam pred križ v pričakovanju srečanja s teboj. Razbičan, zapljuvan in krunan zasramban, pred spodnji stol zdaj gre, nedolžen smrti zdan. Prva postaja, Pilat obsodi Jezusa na smrt. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Pravijo, da si bil dober človek, Bog in človek. Tudi sam poznam mnogo dobrih ljudi in ne predstavljam si, da bi moral nekdo od njih doživeti smrtno obsodbo. Sprašujem se, zakaj so te sploh obsodili, s kakšno obtožbo. Preprosto ne razumem. To, kar vem, je, da si vznemirjal srca ljudi. Bil si ogledalo ljudem in njihovim prepričanjem. Boga, kot si ti, preprosto niso mogli sprejeti. Preveč jih je zbadalo v globino duše to, kar si delal in govoril. Morda so mnogi občutili tisto, kar v svojem srcu občutim tudi sam. Pred seboj imajo nekoga, ki se predstavlja kot Božji sin. Imam dve možnosti, ali to sprejmem ali pa zanikam. Če te zanikam, Jezus, potem te obsodim tudi jaz. Toda kaj se zgodi, če te sprejmem? Kaj bi to pomenilo za moje življenje, za moje odnose, za moje dejanje? Mi zaupaš odgovor ali boš ostal tiho kot pred Pilatom? Usmili se nas, o Gospod. Glej, križ mu naloži, naranjene rani, objame ga bolnu in nese vseh dolgi. Druga postaja. Jezus vzame križ na svoje rame. Koga je lahko bolj sram? Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Pravijo, da si doživel najbolj sramotno možno kazen. Smrt s križanjem. Toda še prej so te mučili, bičali, zasmehovali in ti nadeli trnjevo krono. Najbrž je bil to res grozen prizor za navzoče. Še posebej za tiste, ki so verjeli vate in upali, da si ti res Mesija. Kakšna sramota in ponižanje za vse, zate in za vernike. Tudi mene je včasih sram, da sem to, kar sem. Sram me je, da mislim, da sem boljši od drugih. Občutek sramu mi daje vedeti, da nekaj ni v redu z mano. Ampak tebe ni bilo sram med tem, ko so te zasramovali. Pokončno, kljub bolečinam, si vzel križ,
ga dvignil, odložil na svoje rame in šel naproti obsodbi. Zakaj te, Jezus, ni bilo sram? Ali si morda videl in čutil v očeh svojih sramotilcev, da je sram pravzaprav njihov ob tem, kar počnejo tebi? Sprašujem se, ali bi moralo biti sram tudi mene za to, kar so ti naredili in smo ti naredili. Mi poveš, ali boš kar mirno vzel svoj križ in brez besed odšel na pot. Usmili se nas, o Gospod. Opišal je v močih, podrega križ naš greh, topljen dolgi sveto, leži potrt na tleh. Tretja postaja. Jezus pade prvič pod križem, moj padec je drugačen od tvojega. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Pravijo, da si ozdravljal bolnike. Zato zate ne more biti težava en padec na tla na jeruzalemskih ulicah. Ozdravi svoje rane, Jezus. Ljudje ob poti samo nemo strmijo in čakajo, kaj boš storil. Tudi sam vem, kaj pomeni pasti, kaj je to bolečina in odrgnjena kolena. Vem tudi, da sem padel že mnogokrat v tem življenju v odnosu do svojih prijateljev, v odnosu do sebe, pa tudi v odnosu do tebe. Vem, da taki padci bolj bolijo in da se rane same od sebe ne zacelijo. Kako bodo ljudje zacelili tvoje rane, Jezus? Kakšna bo odkupnina ljudi za tvoj padec, ki ti je povzročil rane? Morda pa je zgodba ravno obratna. Morda boš odkupnino plačal ti, ker je človek ranil tvoje srce. Tudi jaz občutim rano srca, ki me včasih pritiska k tlom. Zakaj je v meni ta občutek, Jezus, da se sam ne morem pobrati? Zakaj v tvojem nadaljevanju poti po padcu slutim, da bo najina pot še dolga? Boš kar tiho in nadaljeval pot v družbi križa? Usmili se nas, o Gospod. O žalostni spomin, ko mater sreča sin, bridkosti meči gre, do srca globočin. Četrta postaja. Jezus sreča svojo žalostno mater, Marijina bolečina presega ta svet. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Pravijo, da sta bila z Marijo zelo povezana in da je pred spočetjem privolila v Božji načrt in postala dekla Gospodova. Gotovo te je slišala, ko si govoril, da boš moral trpeti in umreti. Toda sedaj, ko se je to zgodilo, sta nastopila obup in jok. Srečala sta se v trenutku, ko ti ni bilo več pomoči. Je bila Marija žalostna, ker ni zaupala, da se mora to zgoditi? Je žalostna zaradi sebe, zaradi tebe ali morda zaradi drugih ljudi? Vsaka mater ob Mariji lahko občuti enako ob trpljenju svojega otroka. Tudi sam sem že kdaj povzročil bolečino svoji mami, zato točno vem, kakšen je občutek. Zakaj je tvoja bolečina, Marija, torej tako posebna? Si morda žalostna zaradi nerazumevanja ljudi, ki so bili zmožni tako okrutnega dejanja? Ali pa je tvoja žalost že usmerjena v prihodnost, ker slutiš, da se bliža konec vajinega zemeljskega odnosa mati-sin? Boš tudi ti, Marija, kar tiho in boš s svojimi stopinjami šla za njegovimi? Usmili se nas, o Gospod.
Omagal Jezus je od tíže kríževe, osimo strej mi kríž, Gospoda usmili se. Peta postaja. Simon iz Cirene pomaga Jezusu nositi križ, svobodna ali prisiljena pomoč. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Pravijo, da si postal vsem služabnik in da si prišel, da bi stregel in ne da bi ti stregli. Kaj je potem sedaj to? Nek mimoidoči je naprošen, da ti pomaga nositi križ. Kaj ima vendar on opraviti s tvojim križem? Najbrž je vojake strah, da ne bi zmogel priti do Golgote in bi umrl že na poti, ali pa da bi morali oni nositi križ namesto tebe. Ali pa je bil tak načrt že od nekdaj. Mogoče je bil ta dogodek pravzaprav slika vsega krščanstva. Pomagati nositi tvoj križ. Ne predstavljam si, kako bi odreagiral jaz, če bi bil na Simonovem mestu. Po vsej verjetnosti bi se izmuznil in izgubil nekje med množico. V tem sem strokovnjak, da se znam izogniti pomoči drugim za voljo lastne lagodnosti. Ostaja pa mi vprašanje, kaj je doživljal Simon tistih nekaj trenutkov vajine skupne poti. Je bil kot usmiljeni Samarjan, eden redkih, ki jim je bilo v tistem trenutku mar, ali pa se je hotel tudi on izmuzniti, a mu je bilo podarjeno srečanje s trpečim. Kakšno je bilo tvoje srečanje z njim, dragi Simon? Tudi ti ne boš odgovoril in boš le tiho pomagal nositi križ? Usmili se nas, o Gospod. S vrtom Veronika obriše Jezusa, zato ji da spomin obličja svetega. Šesta postaja. Veronika poda Jezusu potni prt. Izstopila je iz množice. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Pravijo, da si človeku videl srce in da si vedel za njegove misli. Le kaj je mislila Veronika, da je izstopila iz plahe množice in se ti približala? Bila je ena izmed mnogih ob poti, a edina tako pogumna, da ti je celo obrisala potni in krvavi obraz. Kaj jo je gnalo, da je imela toliko moči? Sam sem večkrat prešibak, da bi naredil kakšno pogumno dejanje ljubezni. Srce mi govori, da bi moral kaj narediti, a raje ostanem del množice. Kako goreča je morala biti Veronikina ljubezen do tebe, da je tvegala in izstopila. Ti pa spet brez besed in ona tudi. Kar je ostalo, je samo podoba tvojega obličja na njenem prtiču. Odkje, draga Veronika, tvoja ljubezen do Jezusa? Kaj je storil zate, da si ti to storila zanj? Zakaj nisi rekla niti besede in ostala skrita vse do danes? Slutim, da tudi od tebe ne bom dobil odgovora, zakaj. Usmili se nas, o Gospod. Slabosti vas prevzet, zveličar pade spet, o grehi ga drži, ki jih ponavlja svet. Sedma postaja. Jezus drugič pade pod križem. Ostala sta sama, ti in tvoj križ.
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Pravijo, da si spremenil vodo v vino. Boš sedaj spremenil svoje rane, ko že drugič padaš pod težo križa? Ali boš še naprej trmasto vztrajal na tej nesmiselni poti križa? Ostal si sam. Tukaj ni več ne Marije, ne Simona, ne Veronike, da bi ti pomagali in te bodrili. Ostala sta ti in tvoj križ. Včasih se tudi jaz počutim sam v svojem trpljenju ali bedi, kakor da mi nihče ne more pomagati, kot da sem sam na svetu. A nekako je treba najti moč in se pobrati. In ti si našel to moč. Še vedno ne razumem, od kje je ta tvoja moč. Kako to, da slediš človeškemu nesmislu in si še drugič nadaneš že okrvavljeni in prašni križ? Boš res vztrajal do konca? Boš vztrajal v svoji tišini in mi ne boš oddal odgovora vse do konca? Usmili se nas, Gospod. Usmiljene ženi, ne jokajte zame, le zase in svoj rod, točite zdaj solze. Osma postaja. Jezus tolaži jeruzalemske žene. Jok je preglasil Jezusovo besedo. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Pravijo, da si tolažil Jaira in njegove domače, češ da njegova hčerka ni umrla, ampak da spi. In res si jo obudil in zbudil iz smrti. Kako boš sedaj tolažil jeruzalemske žene? Kakšen razlog za njihovo tolažbo jim boš dal? Zgodilo se je nekaj zanimivega. Njihovo pozornost si preusmeril od usmiljenja zate k temu, da naj raje jokajo nad seboj in vsem, kar se bo zgodilo v Jeruzalemu. So te žene sploh slišale? Ali so še naprej ječale ob poti, zavedajoč se usode, ki te čaka? Tudi sam se včasih zavem, da bi se moral bolj zamisliti nad sabo in ne toliko nad drugim. Konec koncev lahko spremenim samo sebe, že sedaj, danes. Drage jokajoče jeruzalemske žene, ali ste razumele Jezusa in njegovo sporočilo? Ste ga slišale in si vtisnili v srce to, kar vam je imel povedati? Boste še naprej jokale in stokale ali boste odgovorile? Usmili se nas, Gospod. Zveličaro medli, pod križem spet leži, o trdo srce glej, tvoj greh ga žalosti. Deveta postaja. Jezus pade tretjič pod križem. Padec in trda volnena tla. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Pravijo, da si zapretil viharju na morju in ta se je umiril. Če si zmožen utišati sile stvarstva, potem si zmožen tudi ukazati trdi poti, na katero si padel, da postane mehka kot volna. Ampak ne, ti še naprej trmasto vztrajaš in padeš na trda tla. Včasih sem tam pristal tudi sam, ko sem se soočil z oviro, ki je nisem mogel premagati. Čudi me, da si ti vseeno vstal, premagal bolečino in šel naprej proti mestu, kjer že čakajo vojaki in ljudstvo. Zakaj ne ukažeš, zapretiš silam narave in prekineš vso to norijo? Ali ne bi bilo bolj smiselno, da se preneha ta tragedija in se osvobodiš?
Dokdaj boš še ostal brez besed in mi ne boš namenil odgovora, po katerem hrepenim? Usmili se nas, Gospod. Ko pride na gorob, obliko mu vzemo in za dolgi sveta še žolča mu dado. Deseta postaja. Jezusa slečejo, kakor črv pred ljudmi. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Pravijo, da si znal govoriti lepe prilike. Tista o izgubljenem sinu govori o tem, kako je ob vrnitvi domov znova prejel dostojanstvo, ko mu je oče dal na roko prstan in najboljšo obleko. Nekdaj si bil na gori in tvoja oblačila so se zasvetila in postala nebeško bela. Tokrat pa si nag, kakor črv ležiš pred ljudmi in se ne ganeš. Nebogljen kot majhen otrok, ki nag pride na svet. In da je zgodba še bolj popolna, si tvojo obleko z žrebom razdelijo, medtem pa ti nemo opazuješ svoje krvnike. Težko razumem tvoje občutke ponižanja. Sicer sem bil tudi sam že večkrat ponižan in morda premalokrat ponižen. Znal sem biti poln napuha in zaverovanosti vase in doživel hladen tuš, ki me je prizemljil. Kako prenašati ponižanje? Kako biti zasramovan in pri tem nikogar zasramovati? Jezus, ali bodo moje vprašanje sploh kdaj dobila kak odgovor? Usmili se nas, Gospod. Na križ ga položi, razpnu roke, nogi in ostri mu žebli, spet rane naredi. 11. postaja. Jezusa pribijajo na križ, pastir postane jagnje. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Pravijo, da si dobri pastir. Sedaj pa ta pastir visi na križu, obsojen in pribit od svojih ovac. Kako lahko pastir, ki dobro skrbi za ovce in ga te poznajo in gredo za njim, sedaj doživi, da ga te iste ovce zavržejo? Pa ne samo to, zbrane so okoli njega v trenutku, ko bo on postal žrtveno jagnje. Nikoli se še ni zgodilo kaj takega, da bi pastir postal jagnje. Sedaj gre za res. Kladljivo udarja, sliši se bolečina, sliši se kričanje navzočih in jok dveh obtožencev ob tvojem križu. Zdi se mi kot takrat, ko je v moji glavi tisoče glasov, ko se sploh ne morem umiriti in begam sem in tja. En sam kaos in zmeda. Kaj pa ti, Jezus? Kaj doživljaš tik pred zadnjim vdihom svojega zemeljskega življenja? Tvoja tišina me bega in časa za tvoj odgovor zmanjkuje. Usmili se nas, Gospod. Na križu Bog visi in sveta teče kri, za nas umila Bog, žalujte vse stvari. 12. postaja. Jezus umre na križu. Se učenci ne spomnijo? Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Pravijo, da si gospodar nad smrtjo in življenjem. Tam pod križem sta Marija in Janez. Stopi s križa in pokaže, da si res Božji sin. Naenkrat se stemni in strese, nastane velik strah. Janez objame svojo mater. Končno spregovoriš, Oče, dopolnjeno je, v tvoje roke izročam duha. Pregrinjalo v templju se pretrga. Vsi ljudje so priča neznanemu pojavu na zemlji in na nebu. Kaj sedaj? Vsega je konec, kam naj gremo? Se najbrž sprašujejo tvoji učenci. Vedeli smo, da je samo prevarant, se sliši iz ust farizejev. Kdo ima prav? Komu verjeti? Tudi sam, po logiki, lažje sprejmem resnico, da je nekdo, ki je umrl, res mrtev. Da bi mogel kdo vstati od mrtvih? Pa saj si Jezus napovedal svojim učencem, da boš moral umreti in da boš vstal. A zakaj se tega zdaj ne spomnijo? Ali ne verujejo? Tudi sam sem med temi. Težko verujem, če ne vidim. Sedaj tvoj odgovor ni več možen. Prepozno je. Usmili se nas, o Gospod. Trinajsta postaja. Jezusa snamejo s križa in izročijo materi. Ali ni že čas? Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Pravijo, da je bil po tvoji smrti na križu tam Jožef iz Arimateje, Nikodem in apostol Janez, ki so sneli tvoje telo in ga položili Mariji v naročje. Kolikokrat te je kot otroka že držala in pestovala v naročju, a takrat je bil v tebi še dih življenja. Ali ni že čas, da izpolniš svojo obljubo in ostaneš v življenju? Vsaka ura, vsaka minuta tvoje smrti je predolga in priložnost več tvojim nasprotnikom, da potrdijo svoje predvidevanje, da si bil prevarant. Kaj sploh še verjeti v takem trenutku? Komu verjeti ali v koga verjeti? Prišel je konec, zmagala je smrt. Prav taka se zdi smrt tistim, ki v sebi nimajo vere. Konec, zaključek in potem samo še prazen nič. Na koga lahko naslovim svoje zaključno vprašanje, če je zavladala smrt? Ima kdo oblast nad smrtjo ali je smrt zadnji oblastnik? Usmili se nas, o Gospod. Bridko objokovan je Jezus grob dejan, o grešnik moli ga, tvoj greh je zdaj opran. 14. postaja. Jezusa položijo v grob, smo ustvarjeni za grob. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Pravijo, da si nekoč svojega prijatelja Lazarja poklical ven iz groba. Kdo bo poklical tebe, Jezus? Je še kdo tak, kot si ti na tem svetu, da lahko pokliče nekoga od smrti v življenje? Jaz ga še nisem imel priložnost srečati. Petek je in večer se bliža. Kamen je zavaljen pred grob, apostoli so zbegani, žene jočejo. Medtem ko si farizeji že belijo glavo, kako zatreti še preostale Jezusove učence, zavlada tišina sobote.
Je to smrtna tišina ali je to tista tišina pred velikim pokom? Je temina in hlad groba res človekovo zadnje prebivališče? Smo bili res ustvarjeni za grob? Kje sedaj iskati premnoga vprašanja in odgovore o življenju in smrti, ko Jezusa ni več? Usmili se nas, o Gospod. Vprašanja o križevem potu, na križevem potu si zastavlja vsak sam in vsak sam ob Jezusu in njegovem trpljenju išče odgovor. Tudi jaz sem ga. Odgovor ni vedno najlažji, včasih je zelo oster in zahteven. Ni dovolj odpreti oči in ušesa, odpreti je treba srce. Pot križa je lahko za nekoga poraz, vsekakor pa ne za verujočega. Zato nam predstavlja trden dokaz Božje ljubezni in usmiljenja. Ponuja nam odgovore na vprašanja o življenju in smrti. Predvsem pa nam govori o tem, kdo in kakšen je bil Jezus včeraj, danes in jutri. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.